Poslanec Slovenske nacionalne stranke, gospod Zmago Jelinčič, prosim, če se pripravi Socialni demokrati in gospod Matjaž Han. Predsedujoči, ne bom rekel hvala za besedo, kajti niste mi dali nobene besede oziroma za obljube, zato tako kot lepo po slovenskem jeziku pritiče, se bom le zahvalil, da smem govoriti. Vesel sem, da sem znova med vami v tem prostoru, čeprav to veselje ne veje iz obrazov vseh tukaj prisotnih. Tudi izven te dvorane bi lahko rekel, da jih je kar nekaj, ki jim je vstop Slovenske nacionalne stranke v Državni zbor zagrenil življenje. Ampak tako pač je. Zahvalil bi se pa najprej prav vsem volivcem, ki so glasovali za Slovensko nacionalno stranko, čeprav te volivce nekateri vplivni demokrati iz tako imenovane levice deklarirajo, kot da so to ljudje iz obrobja z nižjimi stopnjami izobrazbe in da gre za frustrirane ljudi. Seveda je to žalitev in naj je volivci ne pozabijo. Tako imenovani levi demokrati pa naj se zavedajo, da je takih ljudi v Sloveniji vsaj 35 tisoč oziroma vsaj preko 250 tisoč. S svojimi in vašimi idejami bomo seveda nadaljevali pot, po kateri naj bi Slovenija krenila. Moramo narediti nekaj za državljane, nekaj za državo, predvsem pa ne delati toliko za svoje žepe, delati raznih gnilih kompromisov, zato da se najdejo stolčki, da se najde finančna sredstva, da se naredi cela vrsta neumnosti, kot se jih je delalo v zadnjih 7 letih. Pred 7 leti je bila Slovenska nacionalna stranka vest tega parlamenta, po našem odhodu te vesti ni bilo več, zato tudi grozljiva zadolženost, zato lažnivi podatki o dobrem stanju naše države in še cela vrsta neumnosti, ki jih poslušamo iz glavnih medijev, seveda v rokah določenih ljudi. V tej želji, da bomo vztrajali, pa zato omenim neposrečen spodrsljaj gospoda predsednika v odstopu, gospoda Cerarja, da bi na hitro tožil Hrvaško z davkoplačevalskim denarjem, medtem ko slovenske bolnišnice pokajo po šivih, da pacienti čakajo in čakajo in čakajo in bodo še čakali, da je neurejeno na področju pravosodja, na področju varnosti naše države, ki je strahotno ogrožena, in laže se, da nismo ogroženi, laže se, da smo krasni, da se imamo fino, da je vse v redu. Bi bilo lepo, če bi se kdo sprehodil po Prekmurju, da bi se kdo sprehodil po Beli krajini in po tistih koncih, ki trpijo zaradi vsega tega dobrega, kar nam je ta vlada dosedanja pripravila. Tudi, ko sem rekel o zdravstvu, izgleda, da je bilo govorjenje o zdravstvu zgolj predvolilno obljubljanje in nič več. Več je bilo marsikomu za zaslužkarstvo, za volivce pa je bilo le priložnostno dobro govoriti o nečem, česar nekateri že takrat so vedeli, da ne bodo izvršili. Tukaj danes poslušam že kar nekatere, ki že potihem delajo kupčije na osnovi dane podpore gospodu Toninu. Tukaj v zvezi s tem moram povedati, da Slovenska nacionalna stranka ga bo podprla. Podprli ga bomo zaradi tega, ker sodimo, da je dober, da zna narediti in da bo znal narediti. In na smeh mi pa gre, ko poslušam, da Levica pravzaprav že pogojuje in sporoča, kako namerava glasovati ob predlogu za sestavo vlade. In ko poslušam kolege poslance, ki govorijo o sredinski vladi, jaz mislim, da Slovenijo mora voditi dobra vlada. Patriotska vlada in vlada, ki je nekaj za državo in državljane. Hvala lepa.